Živ in pa lepo pozdravljeni v čisto nov vlog. Ful vas zanima, kaj jaz delam za službo. Čeprav sem to v enem drugem videu že malo bolj podrobno povedal, pa bom dal link tlele nek gor, tako da si lahko tudi to pogledate. Ampak danes vam bom pa pokazal enega od projektov, ki sem ga delal pred kratkim. Delal sem logotip in pa dizajn embalaže za slovensko podjetje Whitkar oziroma Gledring, ki je pa na trg pripeljal čist nov brand takih res ful kvalitetnih brisalcev, ki se imenuje Beast Wipers. Evo, in jaz imam tlele že končen produkt. Tole so v bistvu brisalci že za mojega Flokija in jih bomo dali tudi malo kasneje v temle videu na moj avto. Še preden jih pa odpremo pa začnemo montirati na avto, vam pa še malo pokažem, kako v bistvu izgleda ta moj proces. Dve stvari sta bile zelo glavne. Prva je ta, da smo hoteli, da se embalaža oziroma kompletna celostna grafična podoba močno razlikuje od konkurence, da je res očitno drugačna. Druga je pa ta, da ko človek pogleda logotip, da tudi logotip izraža to moč brisanja. Prva faza je seveda zmer nek research, in jaz si v bistvu naredim ponovadi en tak pregled trga, kva pač sploh obstaja na trgu, in tole je recimo par primerov nekih popularnih proizvajalcev, ki so trenutno na trgu. Potem pa v bistvu dizajn smer, se pravi, v kakšni smeri bi se rad nagibal s tem brandingom, tako da dam tudi stranki lahko občutek, v katero smer bomo šli. Zdaj vam pa pokažem čista prve zametke logotipa. Pri meni se zadeva začne vedno čist na papirju, potem pa to v digitalno obliko pretvorim, ampak danes ne bomo šli čez cel ta proces, tako da vam kar pokažem, kako je to izgledalo. So pa to v bistvu vse še vedno neke skice, veš, to je tako zelo na grobo, to niso neki detaljirani logotipi ali pa kaj. Tako da evo, tole je bila prva verzija, taka čist clean, tipografska, s to obliko, s tem fejdom sem hotel v bistvu nakazati pač to, kako brisalec obriše. Potem taka neka zelo tudi prečiščena zadeva in v bistvu ta B, kakor da bi tako dva brisalca obrisala pa pač naredila to obliko. Potem še ena taka zadeva, tudi zelo tipografska, ki nakazuje ta neko okno, ki ga pač spet brisalci obrišejo. Tako hotel sem že v logotipu pokazati, da gre za nek brand, ki se ukvarja z brisalci. Potem pa še četrta verzija, to je pa v bistvu en tak logotip, kjer smo pa tudi v bistvu ta element pošasti malo probali vključiti. Moja ideja je bila, da v bistvu tako nekako neka roka pride ven iz vode in drži brisalce v roki. In pol smo se na tej točki dol usedali in skupaj pregledali vse predloge in se odločili, da gremo naprej v smeri tega četrtega koncepta. Pol je bil pa naslednji korak, in sicer, da definiramo barve, da definiramo tipografijo in pa da začnemo tudi detaljirati malo bolj ta logotip. To je bila v bistvu ta faza 2. Tukaj sem pa pripravil že par spet konceptov, to spet ni nek končen dizajn, ampak samo neka smer, v kateri bi radi šli. Tudi to roko od pošasti sem že malo bolj zdetailiral, probal sem tudi že par različnih tipografij uporabiti in pa predvsem tudi, kako bo ta koncept pol tudi izgledal na embalaži. Tako da to je bil prvi koncept. Drug koncept z drugo barvno shemo, z malenkost bolj poenostavljenim tem logotipom oziroma to ilustracijo te pošasti, in pa potem še tretji koncept, kjer bi šli pa zelo v ta nek dizajn, kakor grafitov, zelo taka ilustrirana smer. In pol smo se spet dol usedeli in odločili, da združimo v bistvu prvi pa drug koncept. No in evo, tukaj pa zdaj že gledamo v bistvu končno verzijo tega Beast Viper dizajna. Tukaj je nek primer, kako bi v bistvu naredili dizajn packaginga. Tukaj je nek primer, kako se bo tudi logotip pojavljal, če je samo ikona, če je zraven tudi tipografija in tako naprej. In pol že pridemo do tega končnega izdelka, ki sem vam ga tudi že prej pokazal. Sem pa zadevo tako zdizajniral, da kakorkoli obrneš embalažo, da vedno naprav gledaš dizajn, to moraš biti zmer pozoren, kad delaš kakšne take packaginge, tako da evo, prva stran kompleten logotip, druga stvar imamo neke posebnosti teh brisalcev, tretja oziroma zrcalna stran spet logotip in pa to je v bistvu ta zadnja stran, no in tukaj imaš QR kodo za namestitev brisalcev, pa pač še neke te barkode, pač ka morajo imeti vsi produkti, in pa potem še takole na vrh, v bistvu ikona Beast Viperjev, da če so takole obešeni nekje na polici, da kad ti to od spredi gledaš, da je pač logotip valjda tudi prav obrnen. Tako da evo, od ene ideje na računalniku do dejanskega produkta,
ki ga lahko tudi danes naročite. Valjda bom stisnil v opis videa tudi link, kjer to lahko pri Whitcaru kupite. Ampak še preden pa se tega malo bolj dotaknemo, gremo pa zdaj zadevo unboxati pa zmontirati na avto. Jaz tudi še nikoli Beast Viperjev nisem odprl, tako da tole je tudi moj prvi unboxing in pa tudi, kot sem že prej rekel, prva inštalacija brisalcev na avto. Cak. Hudo! Ja. Jaz sem mislil, da bom lahko imel v bistvu take zelene na avto, ki bi mi ful pasal avto, ampak vidim, da je to v bistvu sam pač zaščita pač za gumice, da lepo ostanejo take mehke pa nepoškodovane, tako da to dol vzameš. Ampak jaz bi se ful priporočil, če bi se dal imeti, bi jaz imel take zelene gumice, no. Nope, nič več ni, no. Fakle, kup to hudo zgledali. No. Zdaj pa dosti heca, dajmo zdaj to kar na avto. Tile brisalce lepo takole vzignemo. Cak. Siguren pa ne pomaga, da je vzuni 6 stopinj, ki me reži zebe v roke, ampak kar je fajn pri fokusu je to, da sta oba brisalca ista in da gre ful simple narazen. Tlele klikneš in vzameš zadevo enostaven ven. Je pa treba merkati, da tale v bistvu del ne udar po šipi, zato ker je v bistvu to kovina na šipo in je zelo velika verjetnost, da bo šipa počla. Fajn je, da daš spodaj kakšno cuno ali pa kaj, če že slučajen udar, da ne gre direkt po šipi, ampak zdajle, ki se mudi, pa ki zebe v roke, jaz že od tega nisem naredil, tako da dajmo kar naslednjega tlele noter. No, cak. Zaščito še vzamemo dol, čeprav bi res dobro zgledali z zelenim gumicam in zadevo damo lepo nazaj na pozicijo. Ta drug brisalc. Evo ga. Evo, takole pa izgledajo moji ta stari brisalci. Jaz imam Flokija že 2 leti in nisem še zamenil nikoli brisalcev. So pa tele gumice že kar orang strošene, tako da se mi zdi res fajn, da se tole zdaj pred zimo zamena, zato ker je po zimu, vsi vemo, da je ful svinarije na cesti in kvaj slabšega, kakor da ti brisalci to sam pacajo. Pa da vidimo, kako zdaj tole briše. Takole. Takole. Pa mi jaz zdaj malo šipo popucal. Stari. Jup, super spadena. Evo, brisalci so zmontirani, jaz sem ful zadovoljen in pa res presenečen, koliko je bilo tole simple, tako da če jaz to lahko naredim, to definitivno lahko tudi ti sam doma narediš. Če bi pa tudi ti rad imel Beast Viper brisalce, bom pa dal v opis tega videa tudi link, oziroma skočiš na whitcar.si, pa si jih naročiš. Vi mi pa v komentar napišite, kako se vam zdi tale dizajn, oziroma če že imate Beast Viper brisalce, tudi kako ste zadovoljni z njimi. Zdaj te pa vzamem še malo behind the scenes v svoje življenje in sicer danes je nedelja in zaključek F1 sezone. Tako smo se z bojzi zmenili, da se dobimo pri Andražu, pa skupaj pogledamo eno dirko. Andraž je rekel, da bo še pice pekel, jaz sem pa rekel, ne moram valjda praznih rok prideti, tako da zdaj šibam tlele v Domžale v mojo najljubšo slaščičarno Posladice. In sicer moja najljubša tortica kle je tortica banana nutella kokos, nekaj tazga. Gremo iskat, pa ti pokažem. Opala, pa jo damo klele lepo v rikarota, da bo na varnem. Tole pa zelo strmo, čak, tole pa ne vem, če je zdaj pameten. Šel mi to takole dal, ne, rajš bom dal na tla, opala. No super, pa imam od kokosa zice, fajn. Tortice, kljukca, zdaj pa kar šibimo od Andraža. Z Andražem sva se ujela na cest, pa so lih prišla k njemu, le bom zdaj lepo blendal z led baram, pa da vidimo, kakšna bo reakcija. Andraž? A ga flešne? Groza. A ti to že zatvačil? Let's go!
Samo šibaj. Ajde, Hamilton zale z 18-1. To se pa nas zgodi velika, da Maxa počite. Domen, kdo bo zmagal? Norris. Žiga? Norris za 20 sekund. Andraž? Noben več. Kva? Ne, enega moraš zbrati. Norris. Ja, jaz tudi mislim, da Norris. Charles Leclerc and Lewis Hamilton. 12 points at the stake with Mercedes. De Luis. Zdaj pa sem sklopka šla. To. This is donuts for a stint. Ko se dela, evo. I gave you the stats earlier. I'm going to do it again because we might not see anything like this ever again. 84 wins, 78 pole positions. To. Andraž, daj kuhno pržgi. Hey Siri, let's eat. Noro. Jaz sem v Ruzaku še za fotič. Ne za to, kaj je forma. Sam Ruzak rabim. Domen, luftaš. Ja, tako. Andraž, podetajliri mizo, če ne se vse videl. A še kaj? MP4 ali ro? MP4. Ja, ro, stari. Evo, zdaj po dirki smo se pa še tlele v Domen pa Žiga podcast, F1 fanatiki, ko bomo zdaj posneli še ta zadnjo epizodo za letos, oziroma ta zadnjo epizodo sezone. No. Domna bomo tudi na Meka navadili zdajle. Ok, imamo backup telefon, ko snima, Andraž bo s kamero posnel, to kdo te pa lahko na YouTubeu gledali, pa malo smo še dekorja prištimali, Hamiltona, pa njegov volan za drug let. Tako da po moje je to od pregleda dirke, no, me došel od dirke strel. Za naslednjo sezono, koga si želite videti, da zmaga, Constructors pa Drag. Ja, to bi bilo vsik, drugače. Ne, to boš let bar užbil. Ja, zdaj bom led bar pržgal. Oj, kva ga mede. To samo sipaj, ej. Samo meč ga. Za danes je vloga kar konc, sicer sva z Andražem mislila. Mislim, dober je kazal, da bo sneg padel. Sva hotela iti zelo po F1 dirki pa po podcastu še malo podriftati. Ampak po travi se dober prijemlje, po cesti pa bolj plundra, ka ne. Tako da je bolj navar, pač premalo snega je na cesti za mislim, da bi res uživali 4 pogonom zdaj. Ne, pa je dosti, da se je sam Maxon zavrtel, ne raba se še midva. Ja, jaz bi jutr vseeno do šihta še prišel, tako da ne bomo riskirali, ampak se pa ful veselim že prvega snega letos s Flokijem. Tako da, to je to za današnji vlog. Andraž, hvala za gostoljubje, za tale zaključek F1 sezone. Zdaj moramo pa spet otvoriti naslednjič, ko bo štart. Ja, kdaj je to? Čez Let, 95 dni smo gledali. Ja. Hiter bo. Ne skrb, vse so še testiranja, pa vse. Ja. Kakšni rumori pa novice vmes. Itak bomo kaj pobiksali še vmes. Nač, to je to za danes, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!